Preživljanje aktivnega dopusta na barki je bilo zasnovano precej drugače, vendar so se stvari zaradi vremena in posledično visokega vodostaja precej spremenile. Pristali smo na kanalu Garone, ki pa je vremensko povsem neodvisen. Kanal je speljan ves čas ob reki Garona. Dobili smo klasično kanalsko barko Pinochet, ki je precej udobna, z zgornjo palubo in biminijem, to je senčnikom. To je starejši model rečnih bark, ki pa je med Francozi zelo priljubljen. Srečanje z njo jih spravi v dobro voljo in z nostalgijo pomahajo. Pričetek potovanja je bil v mestecu Bizet, kjer je na kanalu Marina, in naš pričetek potovanja po kanalu navzgor proti Toulouseu. Naš cilj je bil mesto Moissac in na poti smo prečkali 3 akvedukte in 15 zapornic za premagovanje višinskih razlik. Vožnja po kanalu je bila na določenih delih kar zahtevna, saj je bilo na naši poti kar 15 zapornic. No, pa recimo, da je bila dinamična. Postopek prehoda zapornice predvideva, da se vključiš tako, da drog, ki visi nad kanalom kakih 100 metrov pred zapornico, zasučeš v desno. Prižge se oranžna utripajoča luč, ki pove, da je sistem prejel tvojo zahtevo za vstop. Dokler se ne prižge zelena luč, vstop v zapornico ni dovoljen. Ko je barka zapeta v zapornici, s pritiskom na gumb, ki je na obali, poženeš postopek izravnave nivoja vode.
Že skoraj 1000 let verni ljudje živijo v Opatiji Saint-Pierre v Massaku. Opatija slovi po kapitlih, to so glave stebrov križnih hodnikov in vhodnem portalu cerkve in je priznana kot del romarske poti Compostela. Sredi 11. stoletja je tu živelo okrog 100 menihov, ki so 8krat dnevno molili in tako zapolnili dan. V tistem času je bila Opatija veliko intelektualno središče in menihi so s prepisovanjem in ilustriranjem rokopisov prispevali k prenosu znanja. Južni portal Opatijske cerkve je eden največjih romanskih portalov, a tudi eden najbogateje kiparsko obdelanih, ki prikazuje Kristusovo vrnitev na zemljo. Samostan ima enega največjih in najbolje ohranjenih križnih hodnikov iz obdobja romanike. Slovi po bogastvu izklesanega okrasja na 8 stebrih in 76 kapitlih. A lepota se skriva v detajlih. Prepletene ptice, palmete, to so majhni palmovi listi, rozete in rastlinsko listje, ki prispevajo k ustvarjanju celote. Prizori zajemajo celotno nabožno zgodovino, od izvirnega greha do osvojitve Jeruzalema s strani križarjev. Skozi križni hodnik se lahko povzpnete v zgornji obokani prostor cerkvenega stolpa. Strop je osupljiv zaradi svojih reber. Stranske stene prekine 12 velikih odprtin, nekatere od njih pa omogočajo občudovanje notranjosti cerkve. Akvadukt Pont Canal di Casor, streljaj iz Massaka, je bil zgrajen sredi 19. stoletja, natančneje 1845. leta. Z dolžino 356 metrov in dobrih 8 metrov širine ter 13 impresivnih 20 metrov širokih lokov ponuja čudovit razgled na reko Tarn. Ta most čez kanal predstavlja s svojimi dimenzijami harmonično uporabo kamna iz Quercia in opeke Toulouse, pomemben arhitekturni element regije.
Naslednji postanek je bil v mestu Valence-d'Argent, ki ga je v 13. stoletju ustanovil angleški kralj Edvard I. Privezali smo se bočno ob travnatem parku, na katerem so domačini igrali nogomet ali pa samo poležavali v senci. To je majhno mesto, v katerem so speljali vodo iz reke Garone do manjših in večjih fontan, razpršenih po mestu. Posebej zanimive so bile številne pralnice, od katerih so ostale le 3. Najstarejša pralnica je Teronova, izjemna po svoji okrogli strehi in datira proti koncu 18. stoletja. S streho so hoteli zaščititi perice pred slabim vremenom. Hiše v mestnem centru imajo značilne fasade iz rdeče opeke in z arkadami. Kot je precej značilno za ta del Francije, je tudi tu velika tržnica, toda na našo žalost odprta le en dan v tednu. Po pravilu, to ni bilo ob našem obisku. Golfech, nuklearna elektrarna, je med večjimi nuklearkami v Franciji. Francozi imajo kar 18 elektrarn, 56 reaktorji. Samo nekaj podatkov. Jedrska elektrarna Golfech ima 2 delujoča jedrska reaktorja, vsak po 1300 MW. Elektrarna ima tudi 2 178 metrov visoka hladilna stolpa, ki pridobivata vodo iz reke Garone, pri čemer vodo uporabljata le za kompenzacijo izhlapevanja. Hladilna zanka je zaprta in voda se nikoli ne spusti nazaj v reko. Zaposluje skoraj 700 redno zaposlenih delavcev. Ko človek od blizu opazuje ta kolos, ga nehote obide nelagodje ob misli, kakšna energija je skrita za temi zidovi in kakšne dimenzije ima ta elektrarna. Samo za primerjavo, naša nuklearka v Krškem je za polovico manjša od te.
Agen je glavno mesto departmaja Lot-et-Garonne in leži ob reki Garonne ob vznožju hriba Hermitage. Agen je kmetijsko-tržno središče, živilsko-predelovalno industrijo in z njo povezane storitve. Nas je zanimala tržnica, ki slovi po veliki ponudbi pridelkov okoliških kmetov. Znani so po veliki izbiri sirov in oskrbela sva se s količino, ki je bo dovolj do konca potovanja. Predvsem pa se tržnico res splača obiskati zaradi ulične hrane, ki je zaradi bližine Španije precej špansko obarvana. Akvadukt Pont-Canal d'Agen je bil zgrajen sredi 19. stoletja. Z zelo ugledno dolžino 530 metrov je bil v času gradnje najdaljši akvadukt v Franciji. Visok je le okoli 9 metrov in je v primerjavi z mnogimi drugimi akvadukti nizek. Kljub temu ta akvadukt ponuja čudovit razgled na reko Garono. Njegova dolžina in impresivni 18 metrov široki loki mu dajejo veličasten videz.